Delo Maše Knapič predstavlja neko dinamiziranje slikarskega platna prek kolažiranja, pravzaprav nekega plastenja, kjer pravzaprav to plastenje odnese sliko stran dvodimenzionalnega objekta, dvodimenzionalne površine proti objektu, hkrati jo vseeno ohranja na tej tenki liniji med dvodimenzionalnostjo in objektnostjo. Po drugi strani delo Monike Svenc nas sooča s nekimi drugimi vprašanji. Namreč tukaj imamo opravka s neko krajino, ki se iz neke fotografske podobe prek svoje slikarske obravnave začne dobesedno fizično izlivati samega platna in preizpraševati spet njegovo integriteto in nedotakljivost. Delo Samuela Bertala je neka precej kompleksna in impresivna, alkemistična refleksija slikarskega medija, slikarstva in njegovega idejnega sveta in kaj pravzaprav ta izpostavi kot lastno realnost. Pravzaprav imamo opravka skorajda s nekim hibridnim, eklektičnim diagramom določenega sistema, ki je popolnoma idiosinkratski, hkrati pa tudi zelo sugestiven. Zraven njega povsem drugačno fotorealistično delo Tine Sapunžič, ki se dejansko skozi ta skorajda malce neokusen fotorealistični moment poigrava s neko opolskostjo, neko skorajda, bi rekli, neprimerno seksualno noto pri tej delu, ki izhaja iz neke serije avtoportretov oziroma portretov njenih prijateljic. Delo Neže Perovšek ima določeno zelo zavestno in namensko grafično noto in je zato postavljeno na ta malce neslikarski način in se namreč konceptualno zelo razgibano ukvarja z določenim prepletom dogodkov, ki je postavil pod vprašaj izvirnost oziroma avtentičnost njenega dela, ki ga pravzaprav tukaj precej igrivo in nekim povezovanjem z internetom in virtualno resničnostjo razvija v slikarstvu. Zraven nje pa en okulus, eno drobno delo Bora Šperenkleka, ki pravzaprav verjetno najbolj od vseh povezuje to razstavo s nekim aktualnim družbenim trenutkom in pravzaprav določeno tesnobnost neke situacije, ki jo ponazarja tale skoraj, da bi rekli, strifovski prizorček iz otroškega igrišča. Po dimenzijah precej impozantno delo Zdenke Pančič nas tukaj sooča tudi s nekim skorajda stripovskim, zelo risarskim, večmedijskim momentom na tej razstavi. Namreč pri tem apokaliptičnem prizoru, ki se res dejansko sklicuje na neko versko izročilo, imamo opravka z določenim delom, ki je hkrati risba, slika, namiguje na tapiserijo in še marsikaj, pravzaprav predstavlja neko zelo vedro in igrivo slikarsko razmišljanje. Medtem kot zraven je delo Petra Zekića povsem drugačno, pravzaprav neko tenkočutno, zelo izpiljeno, precizno slikarsko poigravanje z vprašanjem materialnosti, pravzaprav bolj natančne telesnosti. Pravzaprav vidimo neko stilizacijo človeškega telesa, vse sklepamo na to, ki postaja čedalje bolj podobna neki nelagodni, amorfni masi. Impozantno in slikarsko zelo zrelo je delo Anastazije Pirnat, ki skorajda vedno dela v velikih formatih, v svoji praksi povezuje tudi vprašanja
jezika, telesnosti, poetičnega. Tukaj imamo opravka s nečem, kar na prvi pogled zgleda kot skoraj neko monokromatsko slikarsko premišljevanje, ampak pravzaprav gre spet za neko za njo tako značilno soočanje linije in barve oziroma skrivanje, prepletanje ene in druge, pravzaprav, ki tukaj pod to mojstrsko izpeljano barvno površino skriva tudi predvsem tenkočutno risbo. Zraven nje pa ponovno nekaj povsem nasprotnega delu Vida Koprivška, kjer imamo opravka slogovno nečem povsem drugim. Pravzaprav gre za neko eklektično, skoraj animirano eksplozijo, ki na nek način premišljuje tudi neko dinamiko resničnosti danes in se pač povezuje tudi s vprašanjem digitalne dobe, virtualne resničnosti in podobno. Dva objekta na tej razstavi sta pravzaprav izjemi, ki potrjujeta pravilo, ampak so pravzaprav del pravila, o katerem smo govorili prej. Pravzaprav tudi v objektih tukaj prihaja do nekih zelo slikarskih razmišljanj, kar je precej očitno v delu M.E. Mazlik-Antić, nekem iz ready-made sestavljenem objektu, ki pravzaprav skozi to svoje signaliziranje s strakami, označevanje s reflektorčki pravzaprav deluje kot neka prostorska risba. Podobno je z delom Nine Nenadović, ki razvija tudi neko formalno razmišljanje, ki je tudi pogosto pri njej postane prostorsko, ampak v vsakem primeru gre za neko zgoščeno formalno refleksijo, ki jo nekako poudarja tudi ta globoka črnina pod tema dvema objektoma.